Lepo pozdravljeni. Določila zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil sprejet že leta 2009, se bodo končno začela uresničevati. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč potrdilo pravilnik o tehničnih pripomočkih. Gluhi, naglušni in gluhoslepi bodo od 13. oktobra dalje lahko uveljavljali težko pričakovano pravico do izbire tehničnih pripomočkov. Na listi tehničnih pripomočkov je trenutno 14 tehničnih pripomočkov, ki so namenjeni gluhim in naglušnim osebam. Kot sem že rekla, lahko na katerikoli upravni enoti vloži vlogo. Vloge in lista tehničnih pripomočkov bodo objavljene tako na strani Ministrstva za delo kot na e-upravi ali pa tudi na sami upravni enoti. Do sofinanciranih oziroma v nekaterih primerih do brezplačnih tehničnih pripomočkov so upravičene osebe, ki imajo nad 80% izgube sluha po Fowlerju. Mogoče samo to. Pravico mi smo dali na listo tehničnih pripomočkov tudi mobilni telefon, tablični računalnik in prenosni osebni računalnik. To pomeni enega izmed teh. Ali telefon, ali tablični računalnik, ali prenosni računalnik. Zdaj v družini se bodo pa odločili, mogoče bo en vzel eno, drugo, ne? Tako da bodo pa tle v družini imeli širšo ponudbo. Za ljudi z okvaro sluha je to zgodovinski uspeh, saj doslej niso imeli nobene pravice do izbire tehničnih pripomočkov. Izjema sta bila slušni aparat in polžev vsadek. Mi smo zelo veseli, ne, da nam je uspelo ta pravilnik pravzaprav v letošnjem letu realizirati. Ne gre toliko samo za pravilnik, ker pravzaprav za finančna sredstva, ki so v ozadju. Vem, da se je dolgo časa čakalo na te pravice, ki so nujno potrebne za to, da se lahko se vključuje v družbo. Tako da jaz upam, da smo tle ta napor pač vložili in da bomo s tem zadovoljili tudi gluhe in naglušne, da bodo se lažje lahko vključevali v življenje. V torek 7. oktobra je v prostore DGN Ljubljana prišlo veliko ljudi, ker je tam potekala predstavitev pravilnika o tehničnih pripomočkih. Prišla pa sta tudi Dragica Bac, direktorica Direktorata za invalide, in Cveto Uršič. Danes bi lahko rekli, da je res vesel dan in za gluhe in za naglušne, ker je pač po dolgem času bil sprejet zakon zimni. Glede na debato pa bom rekel, da gluhi in naglušni niti niso tako zadovoljni s tem, kar je ponujeno. Ker ugotovili smo, da predvsem gluhi potrebujejo tehnološko bolj zahtevne zadeve. Tole, kar je sedaj na pravilniku, ne zadostuje za njihove potrebe. Tudi pri naglušnih je še marsikaj nedorečenega in upam, da naslednje leto bo vlada ali pa ministrstvo prisluhnilo našim dodatnim predlogom, ki jih bomo na zvezi seveda uskladili in pa poslali na ministrstvo. Smo lepo sodelovali. To, kakšne ponudbe in kakšne cene in kakšne...
pravice, no, zagotovo, bom rekel, je upravni odbor na zadnji seji. Glede na to, koliko let se že pogovarjamo o tem tehničnem pripomočku in koliko let smo čakali, so naša pričakovanja bila res velika. Zadnji danes, ko smo pa videli in poslušali, kakšne pravice imamo do tehničnih pripomočkov, pa moram priznati, da osebno sem res razočaran. Razočaran sem tudi zato, ker so zopet to sestavljali dišeče osebe in niso popraševali nas uporabnike. To pomeni, da niso spraševali gluhe osebe, niso vprašali naglušne osebe, kaj oni vidijo, kaj oni mislijo, kakšen je njihov svet v svetu tišine. Tako da do tega smo prišli, to je, in zdaj bo seveda, takoj ko bo to sprejeto, bo Zveza gluhih takoj dala že pismo na ta. Nekateri standardi v pravilniku so več kot očitno prenizki, kot je na primer znesek 320 € za računalnik ali mobitel. V pravilnik bi bilo prav tako dobro vnesti tudi nakup baterij za slušni aparat. Upravičenci bodo pravice lahko začeli uveljavljati od 20. oktobra dalje. Več o tem, kako pridobiti omenjene pravice, si lahko pogledate v videoprispevku Kako do tehničnih pripomočkov na naši spletni strani